Da bi razumeli, kakšen je današnji največji Mercedesov karavan, se moramo najprej ozreti v njegovo zgodovino. Pravzaprav je ta model v svojem bistvu ves čas ostajal povsem klasičen, a skozi leta se je močno spreminjalo, kako ljudje gledamo nanj. Torej, nekoč so bili Mercedesovi karavani delavski avtomobili. Ok, imate prav. Mercedesa si s tanko denarnico nikoli ni bilo moč kupiti, pa vendar sta bila v 70. letih glavna razloga za nakup zanesljivost in tehnična kakovost, kajti to v poslu šteje največ. No, potem so ga osvojile družine, te so želele obilo prostora v prtljažniku, udobje na dolgih vožnjah in kompetenco pri vleki prikolice, pa ne tiste delavske, ampak počitniške. Nato so menedžerji svoje črne poslovne limuzine zamenjali v karavane, njihov prosti čas z družino je namreč postal enakovreden službenim potrebam. In vmes so nastale tudi razne zelo različne variacije Mercedesovih karavanov, od tistih klasičnih za reševalne in poreševalne potrebe, pa vse do tistih, ki se zmorejo meriti s Porscheji in Ferrariji. In kako je danes? No, današnji največji Mercedesovi karavani so miks vsega. Seveda je to najprej zelo prestižen avto s ceno nad 90 tisoč evri in pač preprosto ni za vsakogar. Občutki v kabini to ceno nekako opravičujejo. Naj se to sliši še tako neracionalno, a pri tem je nujno, da takšnega petičneža skonfigurirate s trezno glavo in si za to vzamete čas. Sicer se lahko pripeti, da bodo mimoidoči občudovali vaša neudobna 21-palčna platišča na ultratankih gumah, vi pa se boste vozili brez aktivnega tempomata. Ni pardona. Vožnja naj bo vselej pomembnejša kot šminka. Kar se prostornosti tiče, to ni najprostornejši ET vseh časov. A pomanjkanja ne bi smeli čutiti, ne na zadnji klopi, ne v prtljažniku. Če kdo slučajno želi več, se verjetno že spogleduje s tretjim najbolje prodajanim Mercedesom, kombijem razreda V. Hvalimo tudi vožnjo. Tih in uglajen je, 9-stopenjski menjalnik vedno ve, koliko moči hoče in potrebuje voznik. A čeprav nas AMG športni elementi skušajo prepričati, da je ET doma tudi v ovinkih in roko na srce se tudi v resnici v njih dobro odreže, pa bo vendarle ta veliki karavan s svojim prefinjenim značajem bolj ustrezal tistim bolj umirjenim voznikom.